Tanti oggi si mascherano e si nascondono, amano costruire personaggi e inventare profili. Udeleženci formativnega tečaja za nove škofe, ki sta ga v tem tednu organizirali Kongregacija za škofe in Kongregacija za vzhodne cerkve, so se danes srečali s papežem Frančiškom. Ta je v precej dolgem govoru z njimi želel podeliti nekaj misli, ki, kot je zatrdil, prihajajo iz srca Petrovega namestnika, ko pred sabo vidi tiste, ki jih je ulovilo Božje srce, da bi vodili njegovo sveto ljudstvo. Na začetku govora je papež želel izpostaviti srh, ki je spreletel škofe, ko so po glasu cerkve prejeli Gospodov klic. Dio vi precede nella sua amorevole conoscenza. Bog je pred vami v svojem ljubečem poznavanju, ulovil vas je s trnkom svojega presenetljivega usmiljenja. Njegove mreže so se skrivnostno stisnile in niste mogli narediti nič manj, kakor da ste se pustili ujeti, je dejal in spomnil na svetopisemske like, Mojzesa, Natanaela, Samarijanko, apostole in navsezadnje tudi farizeje, ki jih je spreletel srh, ko se je nanje obrnil Bog, oziroma ko jih je nagovoril Jezus. Pomembno je, da se škofje zavedajo, da v njihovih cerkvah ni potrebe po iskanju od morja do morja, kajti besedo, po kateri ljudje čutijo lakoto in žejo, lahko najdejo na škofovih ustnicah. Nikar naj se ne sramujejo, če so včasih tudi njihove misli bile daleč od Boga. Zapustijo naj samozadostnost in se, kakor otroci, izročijo njemu, ki malim razodeva svoje kraljestvo. Papež je v nadaljevanju dejal, da Bog pozna vsakega od njih. Tolažilno je vedeti, da on zares ve, kdo smo in se ne prestraši pred našo pomanjkljivostjo. Pomirjujoče je v srcu ohranjati spomin na Gospodov glas, ki je poklical ravno njih, kljub njihovi nezadostnosti, izročiti se gotovosti, da bo on tisti in ne škofje sami, ki bo pripeljal h koncu to, kar je on začel.